Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zasedba Now Air je z nami. Helena, to so eni izmed zmagovalcev, ne? Tako je. Ampak najbrž boš to tudi v predstavitvi. Ja, to pa se pustimo presenetiti. Ne? Kaj omenila, ampak preden predstavimo, bomo rekli Maksu dobro jutro. Dobro jutro. Ali je že dober dan? 8:30. Je potrebno na uro pogledati. Ja. Dobro jutro še. Ja, po samem občutku tudi in po uri. Dobro, preden nadaljujemo s pogovorom, torej prisluhnimo, kaj je Helena izvrskala o zasedbi Now Air. Radio SI Main Stage. Danes začenjamo novo sezono četrtkovih koncertov v živo. Radio SI Main Stage pa izreka dobrodošlico skupini, ki diši po morju. Koprski Now Air so 4 glasbeniki in ena zamisel so nekoč zapisali. In to kakšna? Dati slovenskemu alternativnemu roku čisto novo in svežo dimenzijo. Združili so različne glasbene vplive in znanja z vseh vetrov, dodali še veliko mero spretnosti in tako imenovanim alternativnim frekvencam dali več dinamičnosti. Njihov glavni fokus je doseganje melodičnosti, kar dosegajo s konkretnim preoblačenjem zvoka in ritmov. Seveda pa so tukaj še izostrena besedila, ki so zelo povedna in družbeno kritična. Skupina, ki je v 10. letu delovanja svojo žanrsko usmerjenost podpisala kot alternativni rock, bo kmalu izdala nov album, ki bo nasledila dvojico. In zagotovo se bomo na današnjem Radio SI Main Stageu seznanili z novo glasbeno dimenzijo. Now Air, dobrodošli na Radio SI Main Stageu. Radio SI Main Stage. Ja, je vse res, kar si slišal, Maks? Frapiran sem, ja. Dobro smo ga. Znamo, ne? Zloščili smo Now Air do konca. Ja, malce smo vas olupili, ne? Ampak komaj smo začeli. Ne? Tako da eni izmed tistih, ki ste najbolj navdušili našo glasbeno žirijo, komisijo, Borut, kako se poimenujete? Ja. Multipraktiki, recimo, ne, še najbolj iskreno. Ja, ko smo slišali recimo posnetke, ki ste jih poslali, smo rekli, to pa niso zdaj tipični newcomeri, ne, to je že nekdo, ki je par inštrumentov obrnil kakšno struno, vse je v živo, ni panike. Kakšna struna je že kam šla, kako dolgo pravzaprav že vozite svojo zgodbo, najbrž kakšnih bendov odprej se že kaj se je zasnovalo? Ja, v bistvu prihajamo iz različnih bendov, ampak naprimer jaz in Jaša, ki sva od samega začetka, še preden je bend obstajal, sva začela tam, mislim, jaz sem njega spoznal, ko sem prišel na ekonomsko gimnazijo, prvi dan, je sedel pred mano ta metalc z dolgo čupo in sem videl, ok, to bo meč, ne. In čez pol leta smo imeli že svoj prvi bend skupaj. Vzrok smo se klicali takrat, pri 15-ih, tako smo že nekaj posneli, imeli par špilov, pol je šel Jaša v taki malo bolj jazzy vode, jaz sem si vzel pauzo, vado, ostali pa so prišli tako, ne vem, Jaša je z bendu Toxin, tam pri tem bendu je spoznal Gregorja, ki je bobnar pri zasedbi Now Air, in ga je povlekel k nam. Jakob pa je igral pri Nevermind, ki so tudi kar taki v stilu prismojenih profesorjev, taki bluzerji, in smo ga poklicali, on je bil naš fan, tako da je bil ful vesel, ko smo ga poklicali k nam. Tako, zgodba se je menjala, par članov se je menjalo, ampak načeloma zdaj jedro je to že 5 let, 4 leta, tako nekaj takega. Ja. In potem se imaš zdaj za strogega frontmana, vodjo skupine, je demokracija ali kako funkcionirate, kako je ta organizem, recimo Now Air? Ja, je demokracija, ja. Kdaj nam je kar težko, ker se težko odločimo za marsikaj, ne, ker smo 4, ne. Torej, ne moreš, je parno število, ne. Ampak se držimo tega načela demokracije, ja, v bistvu, dobro, vsak ima svojo funkcijo. Jaz sem, ja, dobro, nekako tisti, ki bomo rekli,
Brca druge v rit, ne? A ne, aha, sem mislil, da si le podpisnik na koncu. No? Ja, ne, tako sem tisti, ki preganja, ne, ponavadi in teži, ampak na koncu pri odločanju pa se skupaj, ja. Ja, vidiš, ne. Imeli smo že debato, Helena, če se spomniš pri prejšnjih mainstagih, ne, tudi Beatli so bili 4 in na koncu je bila Joko jeziček na tehnici. Ja, to jih je, ne. Ja. Potrebno bo paziti, ne. Ja. Komu vse dati ključe od prostora za vaje. Ja, nič, nekaj smo že povedali, čas, da se malce glasbeno oddahnemo. Poslal si zanimivo, bom rekel, tudi pisano glasbeno izborno listo. Slišali bomo najprej Kali, to je ena taka mlada, zanimiva glasbenica, ne, ki nekako gre malce tudi retro. Ja, tako všeč mi je, kako sem zbral to glasbo, no, načeloma dobro slovenske, pa šel sem skozi moj ta Apple Music in pogledal, kaj sem najbolj poslušal v zadnjem letu, ne. In njo sem nekako zvohal, ne vem, kje, ali na radio, ali kako, nekje sem slišal to glasbo in bila takoj, wow, kaj pa je to, ne. Mislim, da prav ta komad, ki sem ga poslal, me je presenetilo, kako skače v nekem moodu, v komadu in ima tak nek tight občutek, kot da je R&B, ampak ni, je malo tako, ful zanimiva glasbenica, no, pa se mi zdi, kot da jo malo ljudi poznatle pri nas, no. Ampak tudi nasplošno, ne, ker začetnik. Ampak ne, tako se prične, ne, zato jo bomo pa zdaj slišali tudi na Radio SI. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Max je z nami, zasedba No Air, ob 10:15 bo koncert se pričel, trajal bo v živo, ampak do tam bomo še prišli, zdaj zaenkrat smo še pri sami zasedbi. Dejal si, ne, ko si spoznal drugega člana benda, je bil metalec, potem so se stvari malce menjale, tudi sam si glasbeno eksperimentiral. Kaj so bili tisti vplivi, ne? So bolj bendi ali so bolj glasbeni zvrsti, ali je vse mešano, ali je glasba univerzalna, kako? Ja, ne vem, dosti nekateri, ki so poslušali našo glasbo, so nas primerjali z The Cure, ki jih nisem nikoli poslušal, ne, naprimer. Tako da ne vem, kaj je nek sklop vsega, mogoče tistega, kar si poslušal v mladosti, ne vem, Pink Floydov naprej, Doors in tako naprej, in potem ta glasba moderna, ki se zdaj vrti. Jaz imam pač to navado, da precej raziskujem in poslušam glasbe in tako, in potem pride mogoče podzavestno, ne, da se približaš enemu ali pa drugemu stilu, ne, nekaj takega. Tako da ni zdaj bilo, mi pa bomo imeli tak zvok in to je to, ne, pač prepustiš se, tudi glasba se med seboj lahko razlikuje, ne, niso zdaj singli vsi v eni štoriji, ne, ko si omenil Pink Floyd, se pravi, da daš album gor in od minute 1 do minute 47 se vse skupaj preliva, ne. So bolj singli, ne, ni toliko zgodba. Mi v bistvu v tem procesu, ko delamo plato, jaz ponavadi začnem takoj, ko izdamo plato, grem že na naslednjo. Časa je vedno manj, tako da je treba začeti že kakšno leto prej. Naredim demo, komade in potem še ostali poslušajo, pa pol skupaj spreminjamo te stvari in na koncu naredimo neko, kako bi rekel, neko sintezo vsega skupaj, ne. Vzamemo vse komade, naredimo eno analizo, kaj vsak komad sporoča in pol skušamo jih postaviti tako, da se, in po bistvu je kot puzzle, ne, v bistvu se lepo sesede, ker ti dejansko, ko ti ustvarjaš v enem obdobju, ne, podzavestno, po mojem, ustvarjaš na en način, tudi besedila govorijo o neki določeni tematiki, odvisno tvojega obdobja v življenju. V bistvu se neplanirano nastane zgodba iz tega, nekaj takega, ne. Ja, seveda, ne, tako so bili tudi drugi svetovni albumi, ne, nekako, ali so bili odgovor na kakšno vojno, ali odgovor na ekonomsko krizo, ali so bili časi tako lepi, da si je bilo treba izmisliti glasbo, ki nas je malce prizemljila. Kar se glasbe in zasedbe No Air tiče, Helena, malo morda potegnejo na trenutek na melanholijo, ampak ne pa zmeraj in preveč, ne. Ja, ker se mi zdi, da precej vrtajo, ne, v globine posameznika, ne. So kar kruta, ja. Kakšenkrat, ko se obrnem nazaj in pogledam, kaj sem pisal, kakšna besedila ali pa kakšna glasba, je kar hard, no. Mislim, gremo v skrajnosti, v to grotesko, ne.
Mogoče je to nek filter, ne, da, nek ventil, da sprazneš ven to negativo in potem si kao cool. Ja, slovensko, angleško, pretežno angleško, ne? Ali kako? Ja, dosti krat nas to sprašujejo, kaj zdaj, ne. Pa nas spodbujajo, da pišemo več slovenščini, ampak na koncu je to ostane pri tem, da je to stvar inspiracije, stvar tega, ko ti imaš komad v glavi, kako bo zvenel in ti že takrat zveni bolj v angleščini ali bolj v slovenščini. In v bistvu je to samo nek odraz tega, ne. Zdaj, da bi se načrtno spravljali pisati v slovenščino, bi bilo malo tako pod prisilo, pa ne vem. Odvisno je morda, kakšno rimo iščeš, ne? Če imaš recimo, ne Helena, če imaš pijemo, ne, daš potem lahko upijemo, ne, če imaš pa drink, pa daš v angleščini think, ne, pa je nekaj čisto drugega, ne. Ja, menjaš tematiko. Ja. No, v glavnem, ja, tako nekako v bistvu smo vodeni v smer, no gre vedno v nek podzavest. Ampak je pa samo založba ali kak producent zadaj, ki reče, tako bo fantje, ne? Ne, bolj mi težimo ponovadi producentu. Naš producent zdaj bomo 17. izdamo novo plato Square, ki bo spet mešano par komadov v slovenščini, ostali v angleščini. Robi Bulešič je naš producent že od prejšnje plate in ponovadi je to tako neka simfonija med nami in na koncu je nek kompromis, ne. On gre v eno smer, mi gremo v eno drugo smer, pol en član gre v eno tretjo in pol najdemo neko skupno točko na koncu, ne. Smo pa samo založba od samega začetka, mislim, ne vem, smo iskali založbe, nismo nekako aktivno, se nam zdi, da lahko zaenkrat sfuramo tako sami, je pa seveda, ja, kdaj je dobrodošlo, da te nekdo razbremeni. Dobro, ampak vse v teh digitalnih časih, ko smo nekako povezani, je lažje morda, ne, tudi v samo založbi, kaj ti lahko vse promoviraš, nekako prideš do drugih kontaktov, včasih je bilo to pač dosti bolj industrijska reč, pa dobro, ne, da malce prekinemo zdaj. Indie Eric je slovensko je mednarodni band, ki nekako dela v Sloveniji ali kako, ne? Ja, ne vem kako, enkrat smo igrali z njimi v Sačmotu. Mene so me tako navdušili, kako dobro znajo podajati to glasbo, ne, in mislim, za svojo starost, ne, takrat so imeli, ne, 18 let. Mislim, da so se spoznali v neki ta mednarodni šoli, srednji šoli v Ljubljani, ne, in so z vseh vetrov, Anglija, ne vem, angleško malce z vzhoda, pa malce z angleškega, pa iz Ljubljane. Pa malo iz Ljubljane, ja. Tako da smo se kar povezali tudi, kdaj pride na naš špil in tako. In se mi zdi tako en band, ki je underrated, no, ker dejansko bi lahko imeli malo več prostora, ne. Povsod v Sloveniji in tudi zunaj, ne, ker so res zame tako en tak fenomen, ki ga je vredno slišati. No, ampak dobro je, da se, ne, podpirate med seboj, ne, in tudi tako date priložnost, da so potem slišni, ne. Ja, ja. Torej Indie Eric in pa Stupid Fish. Radio SI Main Stage. Tako, še malce na kratko in toliko, da osvežimo. Zasedba Now Air je danes na Main Stageu, Max je z nami, ob 10:15 gre za res. Vreme je bilo toliko milostljivo, ne, da boste lahko na strehi igrali. Kaj več boš povedal, ko prideš čez pol ure nazaj, ampak nek prvi vtis je bil morda? Super je. Slepi sonce, to je tako. Ampak dobro, tudi na stageu imaš light, ki te slepi, tako da ni za se buniti. Super je, nismo še nikoli tako igrali na tak način. Tako da komaj čakamo, res. Dobro, Max, hvala za enkrat, kot smo dejali, čez kakšne pol ure se ponovno oglasiš in potem seveda pričakujemo že kakšen feedback z odra. Yes. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zasedba Now Air. Max, zdaj si bil že malce na soncu, na odru. Vroče je, ampak to ni presenečenje, ne? Kaj pa drugače, ne? Igrati na prostem ni isto kot v sobi, ne? Kako slišiš sebe, kako slišiš glasbo? Ja, je precej
čudno, ker je dosti bolj suho, ne, ma itak to si vajen, ker najbolj si vajen zvoka v vadnici in potem vsak oder je drugačen. To je vse na kilometrini, koliko se navadiš, kako se znaš prilagoditi na vsako situacijo. Ne? Veš, kaj jih še nismo vprašali, ne? Zakaj so se prijavili na Standouts 2022, ne? Zakaj pa ne? Ja, ne, takrat je bilo res super priložnost in smo ugotovili zadnji dan, ne, da je dejansko, to je super, toliko zdaj rabimo, ne. In ni uspelo, smo prišli not. Če pogledaš nazaj, ne, zadnji 2 leti sta bili malce drugačni od drugih. Kako je za glasbenika, ne? Seveda manjko nastopov je ena stvar, ampak druga stvar je pa tudi, ne? Kako ustvarjati v tem času, ne? Kako to vpliva, ne? Kot si predajal, ker v različnih obdobjih funkcioniramo različno, ne? Se morda bo to poznalo, kaj pri plošči, ki prihaja, kaj drugače od prejšnjih 2 recimo? Po mojem, vsekakor, kar se tiče nastopov negativno, ampak kar se tiče same glasbe pozitivno, ker smo imeli več časa za se posvetiti temu, da so komadi, preden gremo v studio, res dovršeni in da je vsem da leže tako, kot je. Ne. To je bilo pač pozitivno, ja, seveda negativno, ker ni bilo špirov. Nekaj smo jih imeli, ampak večinoma akustične. Ne. Zadnji 2 leti, to je bilo par špirov na leto. Tako da se je poznalo. Na določene trenutke je bilo tudi težko, ker smo delali na razdaljo. En komad vem, da smo prav preko videokola delali, ne. Pa potem je bil en član, ki ni imel dobre povezave, pa smo ga zgubljali, pa spet je bil, pa je friznul, pa je bilo izziv za vse. Zdaj, ne, živimo v vizualnih časih, videospoti in te reči so, ne vem, tista nuja ali jih radi vklopite v neko zgodbo? Ja, so nuja, ne. Kakšenkrat z vidika benda, mislim, vse je lepo, ne, imeti spot, je pa to dejansko po mojem največji finančni vložek, ne. Če gledaš, če moraš izdati single, enega za drugim, preden izdaš spot, preden izdaš CD, moraš toliko spotov za vsak single, ampak dejansko je tudi priložnost, da daš možnost nekemu vizualnemu pač ustvarjalcu, ne, da interpretira tvoje komade po svoje. Ne. Tako da je dvojni izziv, ne. Ja, tako izvirnik, pa scenarij, ne, pa potem režiserju in vsi ostali zgodba tudi ostane in postane drugačna. Kakšno vprašanje imamo danes tudi pripravljeno, ne? Že zdaj? Provokativno. Ali še prihranimo? Moram bežati. Še malce prihranimo. Malce časa. Za 1-3 minutke. Mu bomo še dali. Dajmo si vmes privoščiti glasbeni premor, ko smo se že prej pogovarjali o samih vplivih, ne? Če bi rekel, recimo, ne, poslušaj No Air in izberi par bendov, bi jaz recimo sam zagotovo se spomnil na Parcels. Povej mi, zakaj bi se spomnil na Parcels. Ja. Pa bi se res, veš, pa zakaj recimo. Zakaj, ko slišim No Air, slišim tudi nekaj Parcels? Ja, ker zanimivo pri tej novi plati, ki prihaja, je malo več Parcelsov, ne. Ja, ne vem, smo nekako entuzijasti, po mojem vsi 4 za funk, tak malo, ne. Pa dosti krat slišiš pač Daft Punk v njih, ne. To sem poslušal in se bližamo temu zvoku, pa so taki, bom rekel, kar dober band, ne. Ne, da ki smo mi tudi ful dober band, ampak stremimo k temu, ne. Mogoče zaradi tega, ja. Dobro, prisluhnimo, da vidimo, kako visoko je letvica zastavljena. Radio SI, Main Stage. Main Stage, zasedba No Air ob 10:15 gre za res. Max je še zmeraj z nami. Tukaj. Koga slišite, koga vidite zasedba No Air, ne? Kdo je vaš poslušalec ali poslušalka, ne? Imate nekoga pred seboj ali pač glasba bo nastala in kdo bo poslušal bo? Ja, vsekakor nekako, če gledam nek nivo besedil, je za malce
malce bolj odraslo publiko, ne. Ni zdaj gremo se živeti, ne, pač za najstnike, ampak zanimivo je, da imamo ful poslušalcev iz srednje šole, konec srednje šole, začetek faksa. To smo jih kar potegani, tam z obale je to prav cela skupina teh, ne. Ampak ja, tudi te naš letnik, ki smo malo starejši, nas radi poslušajo, je pa res, da te imajo že otroke, pa ne morejo priti na špil, oni pa so vedno tam. Ne. Mi, ki imamo otroke, vemo, da imamo potem razlog poiskati varstvo, ne? Ja. Mi imamo In da vedno gremo. izgovor. Ne, vidiš, Oziroma, da se ne bom od počutil- določene starosti naprej, ja, ne, treba je priznati. mi potrebujemo razlog, Ja, ne, tako, da gremo res ga potrebujemo, doma, ja. tako da, veš, Potuha, ne? kar v redu, ne, še kakšen koncert več, ne, pa Z veseljem. za še kakšen razlog več. Dajmo ga malce pointervjuvati, no? Ja, Dajva. Max, nič zahtevnega. Prvi odgovor je vedno najboljši in verjetno najbolj primeren, tako da nič kaj preveč ne razmišljati, kot radi rečemo, na prvo žogo. Okay. Kakšen je tvoj jutranji ritual? Stanem, grem v avto in službo čim prej, ker zamujam vedno. Najljubša Brez- aktivnost v prostem času? Nima prosto. Ležanje na kavču, po moje. Šport, kultura Ja, ali kultura. kaj tretjega? Kultura, ja. Kaj Šport od pa šport. te? Od te kulture? Ja, seveda glasba, ne. Koncerti čim bolj, kolikor se le da. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Imam ene 3-4, ki jih berem že eno leto, tako da ne vem več naslova. Si vraževeren? Nisem, ampak kdaj pa se skušam otresati teh stvari iz mladosti. Če bi izbral najljubše prizorišče za bend, bi to bilo katero? Sedaj pa se v sredini malce na Slovenijo, mora biti Evropo in cel svet. Jo, ful bi rad nastopil tam, kjer so Pink Floydi v Pompejih, ne, v tisti areni, samo po moje noben drugi ni od takrat, od 70-ih naprej. Brez publike. Če bi se danes srečal na ulici kot 15-letnik, kaj bi si svetoval? Izberi si to pot, ki si izbral. No. Mislim, je bila kar v redu izbira. Bi enak napotek dal današnjim najstnikom? Ja, vsak ima svoje, ne. Seveda, mislim, kot posameznik misliš vedno, da si naredil najboljšo odločitev, tako da bi verjetno svetoval tudi njim isto, ja. Ali pa bi še dodal uro, si nastavi 5 5 minut prej, ne? naprej, ne? Joj, Ja. to bi mogel reči, Maxu 15. Ja. Ali pa boljše 15, ne? Max, hvala lepa. Hvala vam. Dejal si v službo, no, se to je bilo tudi eno izmed vprašanj, ki sem načrtoval vprašati. Resnega glasbenika, ki se samo z glasbo pri vas ukvarja in od tega živi, ni, ne? Je neka služba, potem je pa glasba, ne? Ali je kdaj kakšna želja, da bi se morda tudi samo od glasbe dalo živeti? Ali je boljše imeti nek želja je preklop? vedno, ja. Je pa, mislim, jaz sem že, kot sem prej rekel, da bi se sam sebi isto pot ubral. Ja, mislim, neka srednja pot mi je bila, po mojem, najbolj všeč skozi celotno obdobje odraščanja, ne, ker sem hotel študirati, pa sem hotel tudi imeti glasbo. Tako 50-50 bi bilo top, ne. Je pa res, da to je vedno sta dva svetova, ki se tepeta in mislim, ne, zdaj smo tle ob tej uri mi smo mogli vzeti dopust. Ja, pa plus tega, ne, zasedba je pa že ekipni šport, ne, to je pa potem, ne. Ampak ne. po eni strani, ko dosežeš take zmage majhne, ne, si bolj enoten, ne, ko košarkaši, ne vem, tako. Mislim, nameratelo dobiti, gremo na špil. Ja, razen če vmes ne pride kakšen sodnik, ne. Ja. In se zgodba malce drugače obrne. Ok, slišali bomo tudi glas in bas in glas. Ta bas je tudi pri vas ali kako? Ta je naš bas, ja. Ja. Jaša Hedžet sodeluje v tej zasedbi že pred, no, jer se mi zdi, so začeli. Pa je dejansko vse,
ker ni glas, tako on v bistvu producira, ustvarja te layerje basov en čez drugega in tudi neke ritme na bas, ne, z enim looperjem in tako naprej, pa se mi zdelo, da to je super stvar za slišati. Mislim, da ta komad so izdali ko je bila obletnica plebiscita Koroško, pa so oni naročili. In tako mi je ne vem, mislim, v duhu časa tudi besedilo in vse skupaj. Ok, prisluhnimo potem pa še zadnje povabilo in povzete, kaj nas čaka na današnjem živem nastopu. Radio SI Main Stage. Tako, še zadnjič bomo malce potipali Main Stage Radio SI. Kaj je zasedba Now Air danes? Kaj boste na oder postavili? Evo, recimo, tako. Okay. Ja, prvi bo seveda ta single, ki smo ga izdali v okviru tega natečaja. In smo rekli, ok, ta mora biti, ne. Tega moramo predstaviti, Rather, iz nove plate. Drugi bo še iz nove plate, ki ni bil še slišan v slovenščini. Potem bo par starejših komadov, pa še kakšne z nove plate, tako malo mešano na žaru, ampak ja, vsekakor poudarek na temu, da 17. izide naš 3. album Square, takrat imamo tudi predstavitev v Kopru in 26. v Kinu Šiška, to je naš plan in se osredotočamo na to. Album bo v fizični obliki? Tudi? Ja, bo vsekakor. Koleba vedno pač ta band, ta današnji, s tem, kaj zdaj narediti, ne, ko izdajaš plato. Je pa res, da na koncu nek poslušalec, nekdo, ki te hoče podpreti, more neki dobiti v zameno. Zdaj, ali je to merch, ali je to CD, ki ga lahko tudi ne more plejati, ali je to vinilka, ne? Vinilka pa je tako malce težja zgodba, ker je toliko povpraševanja, oziroma ne, da tisti, ki jih ustvarjajo, tisti, ki jih delajo, ne morejo folgati in moraš en par mesecev prej narediti. Tako da mogoče bo to i vinilka, ampak ne bom nič obljubil. Ja, potrebno ne se oglasiti na koncertu in to doživeti, ampak danes imamo mi koncert od 10:15 do 10:45, live stream preko spleta, ne, to je bila reč, ki je bila kar aktualna, ne, leto, dve nazaj je bilo veliko teh streamov, ne, zdaj kako kot izvajalec igraš pred kamero, pa veš, da je nekdo na drugi strani, je feeling ali ga ni, ne? Ne, ni ga. Ampak ni spet tega pritiska, ne. Vsekakor ti rabiš publiko kdaj, ne, da te, ne vem, v nekem moodu sredi koncerta, ko misliš, da si kaj zafušal, pa vidiš, da je folk še vedno, da ni opazil, je v redu, ne. Tle pa je tako, tle pa moraš biti suveren in se prisiliti v to, ne. Bova vzela vsak en zrel paradižnik in šla pred oder, da bo imel feedback. Recimo, ti da je paradižnik, bom jaz kaj drugega. Aha, v redu, dobro. Samo da je to se bo trdega, da me zme puške na glavi. Potem pa bomo še rabili enega s piščalko, ki bo dal tehnično. Veš, ženska sport bili torbica. Prinaša vse najde se mogoče. nekaj iz zgodovine, zagotovo. Nekaj modrega iz zgodovine za sposoditi in nekaj novega. Tako. Nič, se bova zahvalila Maksu za obisk, ne? Tako. Hvala vam. Se veselimo res. Po urce, slabe. Ja, mi tudi. Ampak gremo. Zdaj, ne na uru gledati, ne? Ni problem. Pač Ni začnete igrati in... Kot vsako jutro, zamuda. Ja, ni. Kakšna minuta umetniška pa še bo. Hvala lepa za obisk. Hvala vam. Radio SI Main Stage.